Doge bo v ameriški vladi. Kaj to pomeni, boste videli kmalu. V drugih novicah pa tudi, ali bo kriptotržna kapitalizacija kmalu prehitela BDP Francije, kaj pripravlja Cardano v zvezi z Mika in Bitcoin prihaja v britanske pokojninske sklade. Dobrodošli v Kriptopulzu tega tedna. Novoizvoljeni ameriški predsednik Donald Trump je imenoval Elona Muska in Viveka Ramaswamija, da vodita novo agencijo za izboljšanje vladne učinkovitosti, imenovano Department of Government Efficiency, oziroma kratica DOGE. Cilj agencije je zmanjšati stroške zvezne vlade in odpraviti nepotrebne regulacije. Zmanjšali bodo porabo in prestrukturirali vladne agencije, da bi bile bolj podjetniško usmerjene. DOGE bo reševal problem zapravljanja pri približno 6,5 trilijona dolarjev letne vladne porabe. Sodelovanje Trumpa in Muska kaže na rast vpliva, ki ga ima Elon Musk v Trumpovi administraciji. Zanimivo je, da je cena Dogecoina, ki je Muskov priljubljeni kovanec, po volitvah porasla za približno 150%. No in zagotovo je vrednost Dogea zrastla prav iz razloga istega imena te agencije. Tržna vrednost vseh kriptovalut skupaj je dosegla rekordnih 3,1 trilijona dolarjev, kar je skoraj enako bruto domačemu proizvodu Francije. Največji delež pri tej rasti ima seveda Bitcoin, ki je dosegel ceno skoraj 90 tisoč dolarjev, kar mu daje tržno vrednost večjo kot BDP Španije. Če bi bil kriptotrg država, bi bil po velikosti BDP 8. na svetu. Številni analitiki pričakujejo, da bo Bitcoin do konca leta dosegel vrednost 100 tisoč dolarjev, kar bi še povečalo prevlado Bitcoina v kriptoprostoru, čeprav nekateri menijo, da bi lahko visoko rast doživele tudi druge kriptovalute. Država kripto, to se kar lepo čuje. Če so ti všeč naše novice, do zdaj pritisni všeček, komentiraj spodaj in ne se pozabiti naročiti na naš kanal, da ne zamudiš naslednjega Kriptopulza in seveda tudi drugih zanimivih vsebin. Platforma Cardano je napovedala razvoj predloge za bele knjige, white papers, ki bodo pomagale projektom pri skladnosti z novo evropsko regulacijo za kriptotrg MiCA. Regulacija MiCA, uvedena v letu 2023, zahteva večjo transparentnost in zaščito potrošnikov na področju kriptovalut. Cardano sodeluje s pravnimi podjetji, da bi projektom olajšal izpolnjevanje teh zahtev. S to predlogo bodo Cardano projekti lažje komunicirali pomembne informacije za vlagatelje, kar je pomemben korak za pridobivanje zaupanja in doseganja širšega trga v EU. Smo opravili tudi raziskavo Cardano kripto projekta. Najdete jo na našem kanalu ali preko povezave zgoraj. V Združenem kraljestvu je pokojninski sklad prvič vključil Bitcoin in zanj namenil 3% svojega portfelja, kar predstavlja približno 1,5 milijona funtov. Namen tega je zagotoviti večjo donosnost za prihodnje upokojence, čeprav se mnogi sprašujejo o tveganjih. Strokovnjaki opozarjajo, da je Bitcoin zelo nestanoviten in ga je potrebno uporabljati premišljeno. Kljub temu podporniki verjamejo, da ima potencial zaščititi pokojninske sklade pred inflacijo in dolgoročno povečati njihovo vrednost. Čeprav je Bitcoin nov, na tem področju ga nekateri že primerjajo s prvimi vključitvami delnic v pokojninske sklade v 70-ih letih. So morda malce pozni v tej igri. No, čas bo povedal. Hvala vam za ogled in ne se mi pozabiti pridružiti v naslednji epizodi Kriptopulza.